Seznam najbolj iskanih oseb FBI izpostavlja tiste, ki veljajo za najbolj nevarne zločince v državi. Pravici mora biti zadoščeno in pomoč javnosti je morda ključ, ki je potreben za to. Organi pregona ostajajo predani varovanju skupnosti in vztrajajo pri uveljavljanju reda, ne glede na to, koliko časa je za to potrebno. Številka 20. Kriminalci prežijo v senci, neopaženi in nevidni. Ni presenetljivo, da ti neznanci ostajajo zunaj pozornosti javnosti, medtem ko zagrešijo vrsto zločinov. Tisti, ki pretresajo skupnost, so tisti, ki se zgodijo tik pred našim nosom, zločini, ki jih izvajajo znana imena, ljudje, za katere nikoli ne bi pričakovali, da so del organiziranega kriminala. Nihče zagotovo ne bi pričakoval, da bo kanadski olimpijski deskar na snegu Ryan James Weddington dodan na seznam najbolj iskanih oseb FBI-ja. Weddington se je rodil leta 1981 v Thunder Bayu v Ontariju kot prvi od 3 otrok. Ko je imel le 12 let, je njegov oče preselil celotno družino iz Thunder Baya v predmestje Coquitlam v Britanski Kolumbiji, na območju Velikega Vancouvra. Tukaj se je začela njegova kariera deskanja na snegu. Samo 3 leta kasneje je Weddington zmagal na svoji prvi dirki in se uvrstil v kanadsko državno smučarsko reprezentanco. Na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 1999 je nastopil v paralelnem veleslalomu in osvojil bronasto medaljo. 2 leti kasneje je na tekmovanju osvojil srebrno medaljo. Wedding je nato nastopil na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju, kjer je za kanadsko reprezentanco tekmoval v moškem paralelnem veleslalomu. Končal je na 24. mestu in kmalu zatem opustil tekmovalno deskanje na snegu. Wedding se je nato preselil nazaj v Vancouver in se vpisal na univerzo Simon Fraser. Začel se je zanimati za bodybuilding in začel delati kot varnostnik v nočnem klubu. Po 2 letih študija je Wedding opustil univerzo in začel špekulirati z nepremičninami. Na tej točki v njegovem življenju so se stvari obrnile v smer, ki je nihče ni pričakoval. Da bi financiral svoje naložbe v nepremičnine, se je začel ukvarjati s pridelavo marihuane. Wedding je kupil skladišče z 6800 rastlinami na posestvu, znanem kot 18-kratna kmetija, ki so ga leta 2006 preiskali. Kraljeva kanadska konjeniška policija je odkrila ne le za $10 milijonov konoplje, ampak tudi strelno orožje in strelivo. A Wedding tisti dan ni bil tam in preiskovalci niso mogli zbrati dovolj dokazov, da bi ga uradno obtožili, zato je lahko odšel na prostost. Domnevno je začel širiti tudi svojo operacijo z mamili in naj bi se povezal z ruskimi in iranskimi tihotapci, ki so trgovali s prepovedanimi substancami. Leta 2010 je bil Wedding obsojen zaradi poskusa nakupa prepovedane substance od vladnega agenta. Obsojen je bil na 4 leta zapora, vendar je bil izpuščen že po 1 letu in nato začel tisto, kar bi kasneje postalo kriminalna organizacija. Do leta 2012 je bil Ryan Wedding označen za glavnega organizatorja. Od leta 2024 naprej bi kraljeva kanadska konjeniška policija skupaj z FBI in več drugimi agencijami začel operacijo Veleslalom. Njihova tarča ni bila Wedding, temveč velika kriminalna organizacija, povezana z mehiškim kartelom. Ta je prevažala velike količine metamfetamina in drugih prepovedanih substanc iz Srednje in Južne Amerike skozi Združene države v Kanado in druge države po svetu. Organizacija je bila prav tako vpletena v naročanje umorov po vsej Ameriki. Wedding je bil vodja te mreže in so ga iskale tako Združene države kot Kanada zaradi ločenih obtožb. Do oktobra 2024 je bil v okviru operacije Wedding skupaj s 15 posamezniki obtožen več kaznivih dejanj. Nekdanjega deskarja na snegu so obtožili zaradi trgovine z mamili, vodenje kriminalne združbe, 3 obtožbe za umor in 1 obtožba za poskus umora. Wedding je obtožen, da je vzel življenje zakoncema, Jacques Tariju in Harbahanu Sidhuju, kot tudi Mohamedu Zafariju. Ker so preiskave še potekale, je bil Wedding izpuščen, kar mu je omogočilo pobeg v Mehiko, kjer je postal visoko rangiran član v največjem mehiškem kartelu, Sinaloa. V tej organizaciji je bil znan pod več vzdevki, med drugim El Jefe, Giant in Public Enemy. 6. marca 2025 je bil Wedding dodan na seznam najbolj iskanih oseb FBI, kjer je zamenjal Alexisa Floresa. Za informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja, je bilo ponujenih $10 milijonov. Do konca novembra pa je bila nagrada povečana na 15 milijonov. Minilo je skoraj leto dni, odkar je bil Wedding dodan na seznam najbolj iskanih, ko se je status njegovega primera nepričakovano spremenil. V noči na
22. januar 2026 so ga prijeli v Mehiki. Domnevno se je predal sam, kar pa je njegov odvetnik kasneje zanikal, ki vztraja, da je bil ujet proti svoji volji. Veding je na obtožbe, ki so bile vložene proti njemu, ni priznal krivde. Številka 19. V kriminalnem podzemlju, znan kot El Chapo Isidro, se je Fausto Isidro Meza Flores rodil leta 1982 v Novi Juarez, Sonora, Mehika. V drugi polovici najstniških let je Isidro začel svojo kriminalno kariero, ki se je začela v kartelu Juarez, najstarejši in najmočnejši kriminalni organizaciji v Mehiki. Ob svojem nastanku se je kriminalna skupina osredotočala na trgovino s prepovedanimi substancami. Kasneje pa je razširila svoje delovanje na številne nezakonite dejavnosti, kot so ugrabitev, trgovina z ljudmi in izsiljevanje. Ko je Isidro vstopil v organizacijo, je bila ta pod vodstvom Amada Carillia Fuentesa. Vodja kartela naj bi leta 1977 podlegel domnevnim zapletom po plastični operaciji, kar je prisililo številne člane, vključno z Isidrom, da so zapustili organizacijo. Ni trajalo dolgo, preden je našel drugo organizacijo, v katero se je zapletel. Kartel Beltran Leyva, ki so ga vodili bratja Beltran Leyva. Ta kriminalna skupina je bila odgovorna za trgovino z mamili in je tesno sodelovala s kartelom Sinaloa, preden je leta 2008 prišlo do razkola in kasnejše vojne med obema karteloma. Kartel Beltran Leyva velja tudi za eno najmočnejših skupin. Prav v tem kartelu se je Isidro izkazal za najbolj koristnega. Opisali so ga kot izkušenega plačanega morilca, ki je imel pogum, drznost in prebrisanost. Decembra 2009 je vodja Arturo Beltran Leyva umrl po raciji mehiške vojske. Številni člani kartela so ponovno zapustili skupino in ustanovili neodvisno organizacijo z Edgarjem Valdezom Vilo Villarrealom. Ta kriminalna skupina je postala znana kot La Barba. Tokrat pa je Isidro ostal zvest bratoma in nato sklenil zavezništvo z Vincentom Fuentesom. Do leta 2010 so se različni karteli še vedno borili za ozemlje, pri čemer sta bila kartel Sinaloa in kartel Beltran Leyva deležna največ nasilja. Tistega julija je izbruhnil velik spopad, v katerem je bilo več članov obeh organizacij smrtno ranjenih v mestu Tubatama v Sonori. Dogodek se je zgodil na območju, ki je znano po tihotapljenju tako prepovedanih drog kot ljudi. Domnevno sta Isidro in njegov sodelavec Arnaldo del Cid Buena izvedla presenetljiv napad na člane skupine Sinaloa. Na kraju dogodka so kasneje našli 11 vozil, poškodovanih od strelov, na nekaterih oknih pa je bil narisan X, domnevni simbol, ki ga uporabljajo tihotapske organizacije za razlikovanje med sovražnimi vozili in svojimi. Isidro je kasneje ustanovil svojo lastno tolpo, ki jo je poimenoval Los Mazatlecos, s sedežem v krajih Guasave, Los Mochis, Mazatlan in Nayarit. Njegov kriminalni kartel je odgovoren za tihotapljanje različnih narkotikov, vključno z metamfetaminom, kanabisom in derivati morfina. Medtem ko vodi ta kartel, Isidro še vedno deluje kot eden glavnih vodij kartela Beltran Leyva. Bil je desna roka Hectorja Beltrana Leyve, ki je vodil skupaj s svojim sorodnikom. 28. aprila 2010 je bilo Isidrovo vladanje skoraj pri koncu, ko je naletel na mehiške organe pregona v gorah Choj. Operacija pa je šla hudo narobe, saj so bili tako vojaki kot člani kartela smrtno ranjeni. Isidro je nato pobegnil. V letih potem je bilo več posameznikov povezanih z vodjo kartela aretiranih in obsojenih, vendar je El Chapo Isidro še vedno na prostosti. 4. februarja 2025 bil dodan na FBI-ov seznam 10 najbolj iskanih oseb. Ameriški program nagrad za boj proti mamilom ponuja do $5 milijonov za informacije, ki bi pripeljale do prijetja tega zločinca. Šteje se za oboroženega in nevarnega ter za mednarodno begosumnega in opisan je kot 42-letni moški s temno rjavimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 168 cm in tehta približno 73 kg. Je mehiški državljan in verjamejo, da prebiva v Mehiki. Številka 18. Domnevni venezuelski vodja tolpe Giovanni Vicente Mascara Serrano se je rodil v četrti San Vicente v Maracaibu. On je skupaj z Johanom Jesejem Romerom domnevno ustanovil Tren de Aragua, ki nosi naziv najmočnejše domače kriminalne in edine venezuelske tolpe.
Organizirana kriminalna skupina je uspešno uspela razširiti svoj vpliv v tujino. Iz običajne zaporniške tolpe je zrasla v čeznacionalno grožnjo z obsežnim portfeljem. Tolpo naj bi vodil Hector Rustenford Guerrero Flores ali Niño Guerrero, kot ga pogosto imenujejo. Hector, soustanovitelj, je skupino ustanovil v zaporu Tocoron, ki ga nadzoruje tolpa. Seranojeva glavna vloga v tej skupini je nadzor nad mrežo trgovine z mamili in umori, povezanimi s Tren de Aragua po Srednji Ameriki, Združenih državah in Kolumbiji. Tren de Aragua je tuja teroristična organizacija, ki po navedbah ameriškega ministrstva za finance izvaja kampanjo terorja po vsej zahodni polobli. Skupina je vpletena v trgovino z mamili, tihotapljenje ljudi, trgovino z ljudmi, izsiljevanje, izkoriščanje žensk in otrok ter pranje denarja, pa tudi številne druge kriminalne dejavnosti. Čeprav sam ne izvaja teh kaznivih dejanj, Serrano je odgovoren za to, da se ta dejanja izvajajo, zaradi česar je avtor nezakonitih napadov. Serrano se sooča z obtožbami zarote za mednarodno distribucijo, mednarodne distribucije, zagotavljanja materialne podpore tuji teroristični organizaciji v okviru zarote ter zagotavljanja in poskusa zagotavljanja materialne podpore tuji teroristični organizaciji. Tako kot Flores in Romero je tudi Serrano iskan v Kolumbiji in Združenih državah Amerike, in to že od julija 2024. Vendar pa je bil šele junija 2025 uradno dodan na seznam 10 najbolj iskanih oseb FBI zaradi obtožb v zvezi z mamili. Sprva je agencija ponudila nagrado v višini $3 milijonov za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, ki je bila kasneje povečana na $5 milijonov. Ta iskani ubežnik uporablja več vzdevkov in se je rodil 22. februarja 1988. Je venezuelske narodnosti, ima črne lase in rjave oči. Številka 17. Zvečer, 21. maja 2023, je lokal Stars Bar and Grill postal prizorišče grozljivega zločina. Umor, ki je pustil 2 zaposlena mrtva in enega hudo ranjenega. Tisto noč je moški iz Washingtona, Samuel Ramirez Jr., vstopil v lokal z orožjem. Kar se je začelo kot običajen obisk bara, se je spremenilo v nenaden spopad. Po poročilih je gost opazil, da ima Ramirez pri sebi orožje in da se neprimerno obnaša. Stranka je hitro obvestila zaposleni v baru, Katie Dunk in Jessica Hone. Obe sta se soočili z Ramirezom glede orožja in njegovega vedenja, nato pa se je situacija samo še zaostrila. Na parkirišču se je soočenje spremenilo v fizični obračun z Ramirezom, ki naj bi napadel eno od žensk. Drug kupec, ki je imel prav tako strelno orožje, je poskušal posredovati in je Ramireza podrl na tla. Po večminutnem prerivanju na tleh je rekel, da je s pretepom končal in gost ga je izpustil. Ko pa je to storil, je Ramirez potegnil svoje strelno orožje in začel streljati na vse okoli sebe. Katie in Jessica sta izgubili življenje, saj je bilo več strelov usmerjenih naravnost vanju. Tretja žrtev, stranka, ki ga je poskušala ustaviti, je bilo nanjo sproženih 9 strelov, a je preživela z le eno rano na roki. Po dogodku je Ramirez pobegnil iz Washingtona in pristal v mestu Lake Havasu v Arizoni. Od tam so mu bili organi pregona na sledi. Prisilili so ga, da je odšel v Tijuano v Mehiki, kamor je prispel 23. maja. Dan kasneje je bil izdan nalog za njegovo aretacijo. Okrožje King pa ga je obtožilo umora 1. stopnje, 2. stopnje in poskusa umora 1. stopnje. Naslednji 2 leti v primeru ni bilo nobenega napredka, saj se je zdel Ramirez, kot da se je skril. Toda na to, novembra 2025, bi bil za ubežnika izdan zvezni nalog za aretacijo. Obtožen je bil nezakonitega pobega, da bi se izognil pregonu. Decembra bi FBI ponudil $25,000 ameriških za namige in informacije, ki bi vodile do njegovega prijetja. 10. marca 2026. Samuel Ramirez Jr. je bil dodan na seznam najbolj iskanih oseb FBI-ja. Agencija je nagrado zvišala na $1 milijon. Na to so Ramireza čudežno aretirali le 1 uro in 13 minut, potem ko je bil uvrščen na seznam. Ujeli so ga v Culiacanu, Sinaloa, Mehika, in je postavil rekord za najhitrejšo aretacijo domnevnega ubežnika na seznamu najbolj iskanih FBI-ja. 33-letnik je od takrat prispel v Washington, kjer ga čakajo obtožbe zaradi uboja v okrožju King. Ta aretacija je pomemben korak k doseganju pravice za družine žrtev Jessica Hahn in Katie Duns, ter omogoča družine in celotna skupnost najdejo mir. Številka 16.
Tren de Aragua, najmočnejša domača kriminalna organizacija v Venezueli, je v zadnjih letih uspešno razširila svoj vpliv v Kolumbijo, Peru in Čile. Tolpa je preobrnila lokalno kriminalno okolje in pritegnila veliko pozornosti oblasti v več državah. Organizirana kriminalna skupina pa ne deluje sama. Obstajajo neuradni člani, ki jim posredujejo potrebne informacije, da lahko nadaljujejo svoje nezakonite dejavnosti, in tolpa uspeva. Z obnovljenimi prizadevanji za zrušitev Tren de Aragua so oblasti odkrile številne posameznike, ki podpirajo kriminalne dejavnosti. Čeprav niso označeni kot člani, omogočajo ubežnikom delovanje. Več posameznikov je bilo dodanih na seznam osumljencev, organi pregona pa so predani temu, da jih izsledijo in razbijajo nezakonite operacije. Eden takšnih posameznikov je Aníbal Alexander Canellón Aguirre, 49-letni moški, ki je obtožen vodenja sheme izčrpavanja bankomatov povezane s Tren de Aragua. Izčrpavanje bankomatov je resno in sofisticirano kibernetsko-fizično kaznivo dejanje, katerega cilj je izkoriščanje fizičnih in programskih ranljivosti prek bankomatov. Kaznivo dejanje povzroči, da bankomat izda več gotovine, kar kriminalcem omogoča krajo gotovinskih rezerv stroja, ki niso povezane s stanjem na računu žrtve. Tatovi, ki ostanejo neopaženi, lahko potencialno odnesejo ves denar, ki ga je bankomat imel v tistem trenutku. Aguirre naj bi bil domnevno odgovoren za izvajanje te sheme na mednarodni ravni. Poslal je ekipe v Združene države Amerike, da bi ukradle milijone in milijone dolarjev iz več finančnih institucij. Denar, pridobljen s to dejavnostjo, bi bil nato namenjen venezuelski tolpi, ki je označena kot tuja teroristična organizacija. Po podatkih FBI so Aguirre in drugi izvajali to shemo izčrpavanja bankomatov od januarja 2024, tako da so na naprave nameščali zlonamerno programsko opremo, ki je sprožila nepooblaščene dvige gotovine. Gotovina se nato pošlje skozi zapleteno mrežo pranja denarja in kmalu doseže financerje tolpe. Po poročilih je Aguirre dobil vzdevek Prometheus ali inženir. Zvezni nalog za aretacijo tega ubežnika je bil izdan decembra 2025. Dodan je bil na seznam 10 najbolj iskanih ubežnikov FBI 12. marca letos. Z obtožbami, da je vodil mednarodno zaroto za ogoljufanje Združenih držav za milijone dolarjev z izčrpavanjem bankomatov. FBI je prvič izdal opozorilo februarja glede porasta teh škandalov, saj je bilo samo v letu 2025 zabeleženih več kot 700 primerov, z izgubo več kot 20 milijonov dolarjev. Aguirre je le eden od 93 članov, podpornikov in voditeljev Tren de Aragua, proti katerim je pravosodno ministrstvo vložilo obtožnice, posebej v povezavi z izpraznjevanjem bankomatov. Prevarant z bankomati velja za oboroženega in nevarnega, FBI pa ponuja $1 milijon nagrade za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije. Aguirre je opisan kot moški rojen v Venezueli, visok približno 165 cm in težak okoli 86 kg. Ima črne in sive lase, vse informacije pa je treba neposredno posredovati FBI-ju. Številka 15. Armin Mojni, švedski državljan, je bil rojen junija 1991. O njegovi preteklosti in odraščanju ni veliko znanega, vendar ga je nekaj skozi življenje pripeljalo na pot kriminala. Mojni, ki ga organi pregona imenujejo Nero, je bil prepoznan kot osrednja figura velike kriminalne organizacije, znane kot mreža Nero. Ta kriminalna organizacija je bila vpletena v obsežne nezakonite dejavnosti, vključno z obsežno prodajo prepovedanih drog, trgovino z ljudmi in pranjem denarja, ki potekajo po vsej Evropi. Vloga Mojnija v organiziranem kriminalu je poudarila obseg in prefinjenost, ki jo imajo sodobne kriminalne mreže. Njegov primer odraža ne le resna kazniva dejanja posameznika, temveč tudi velike izzive, s katerimi se organi pregona še naprej soočajo v boju proti globalni trgovini z mamili in finančnemu kriminalu. Mojni, ki je zdaj star 34 let, je bil 23. marca letos dodan na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi, vendar ga policija poskuša ujeti že več let. Lov na Mojnija sega 6 let nazaj, v poletje 2020, ko so organi pregona izvedli racijo v navidez neopazni menjalnici v Stockholmu. Toda prek World Exchange v tej tajni pisarni so prali stotine milijonov prihodkov od prodaje prepovedanih drog. Vpletenih je bilo 16 kriminalnih mrež, vključno z Varbijem, skupaj z vsoto najmanj 220 milijonov kron. In za vsem tem je stal Mojni. Domnevni vodja mreže Nero, domnevni glavni organizator, se je izognil aretaciji in naj bi zdaj deloval zunaj Švedske.
Po besedah glavnega preiskovalca v primeru Mojnija, Magnusa Soderlunda, v samo letu in pol se je na ubežnikovem računu obrnilo 88 milijonov kron. Kriminalna organizacija je pridobila prepoznavnost skozi preiskave povezane s specifičnim evropskim šifriranim komunikacijskim omrežjem in ponudnikom storitev, znanim kot EncroChat. EncroChat ni uporabljal samo Nero, ampak je bil to tudi sistem, ki so ga izkoriščale številne organizirane kriminalne skupine za izvajanje nezakonitih dejavnosti. Imenujejo ga LinkedIn organiziranega kriminala in je kriminalcem zagotavljal prilagojene telefone Android z varnim sporočanjem, VoIP-om in celo možnostjo hitrega izbrisa podatkov v sili. Leta 2020 je mednarodnim organom pregona v okviru operacije EMA uspelo vdreti v omrežje in ga razbiti. Po dostopu do milijonov sporočil je bilo opravljenih več kot 6500 aretacij. Oblasti so zasegle 900 milijonov evrov v gotovini, mamilih in orožju. Prek teh sporočil so Mojnija identificirali kot Nera, pri čemer naj bi deloval kot vodja in koordinator, ki je nadzoroval transakcije z mamili ter skrbel za pretok vpletenih finančnih sredstev. Njegova kriminalna organizacija naj bi mamila pridobivala iz Nizozemske. Ta iskani ubežnik se sooča z obtožbami zaradi nezakonitega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi, nezakonitega prometa z orožjem, strelivom in eksplozivi ter pranja denarja pridobljenega s kaznivimi dejanji. Mojni, znan kot Nero, je povezan z več državami, tesno pa je povezan s Španijo in Dubajem. Šteje se za oboroženega in nevarnega. Govori angleško in švedsko, visok je 170 cm, ima rjave oči in rjave lase, lahko ima tudi obrazne dlake. Slika ubežnika je bila posneta iz potnega lista iz leta 2018 in njegov videz se je od takrat verjetno spremenil. Številka 14. Alexander Kuksov, mlajši brat Semjona Kuksova, ki so mu pred kratkim odvzeli malteško državljanstvo, potem ko je bil obsojen zaradi vpletenosti v mednarodno operacijo pranja denarja, je bil dodan na seznam najbolj iskanih oseb. Alexander, Rus, je bil 16. februarja letos uvrščen na seznam najbolj iskanih oseb Britanske nacionalne agencije za boj proti kriminalu zaradi istega kaznivega dejanja kot njegov starejši brat. Pranje denarja v velikem obsegu za kriminalno združbo. Domnevno ima 23-letni moški malteški zlati potni list, državljanstvo, ki ga kupujejo premožni tujci izven EU. Takšen potni list imetniku omogoča, da živi, dela in prosto potuje po vseh državah članicah EU. Leta 2025 je Evropsko sodišče razsodilo, da je prodaja državljanstva na tak način nezakonita, vendar ima Alexander še vedno zlato vstopnico za do 27 držav. NCA naj bi trdila, da je bil mladi ubežnik vpleten v organizirano kriminalno skupino in sodeloval pri prenosu milijonov funtov nezakonitega denarja skozi Združeno kraljestvo. Domneva se, da se je ta dogodek zgodil leta 2022, ko je bil Alexander star komaj 19 let. Tisto leto so oblasti razkrile veliko kriminalno mrežo, za katero so ugotovili, da posluje tako z gotovino kot s kriptovalutami. Racija je bila mogoča zaradi operacije Destabilize, ki jo je vodila Nacionalna agencija za boj proti kriminalu. V 3 letih so razkrili obsežno mrežo za pranje denarja, s katerim je Alexander neposredno povezan. Ta krog je bil povezan s karteli v Južni Ameriki, Kinahenovo organizirano kriminalno skupino in celo z ruskim vohunjenjem. Organi pregona v Franciji, na Finskem, v Španiji, na Irskem, na Nizozemskem, v Združenih državah Amerike in v Združenih arabskih emiratih so skupaj z NCA preiskovali ta krog. 3 leta po začetku operacije so oblasti razkrile dosedanje rezultate preiskave. Poročila so pokazala, da je bilo v okviru operacije Destabilize zaradi povezav s tem krogom aretiranih do 84 oseb. Od tega jih je bilo 71 aretiranih v Združenem kraljestvu. 6 posameznikov, glavne mreže za pranje denarja in več podjetij je bilo zaradi tega sankcioniranih. 20 milijonov funtov od 700 milijonov funtov vredne prodaje prepovedanih drog je bilo zaseženih s to akcijo. Projekt je izpostavil, kako kriminalne organizacije izkoriščajo sodobni finančni sistem, vključno s kriptovalutami, kar jim omogoča, da prikrijejo izvor nezakonitih sredstev. Alexander in njegov brat naj bi bila oba odgovorna za usklajevanje kurirjev za prevoz nezakonitega denarja. Domnevajo tudi, da sta omogočila pretvorbo tega denarja v druge oblike, kot je kripto, s čimer je bilo še težje izslediti denar. Semjonova aretacija in kasnejše zaprtje bi na koncu pomenila, da je Alexander prevzel nadaljne vodenje nezakonite operacije. V času, ko je bil dodan na seznam najbolj iskanih, je bil ubežnik visok 6 čevljev in 6 palcev ter je imel mišičasto postavo. Ima svetle lase, ki so postriženi na kratko in svetlo polt.
Lokacija Aleksandra Kuksova je trenutno neznana. Zdi se, da njegov zlati potni list še vedno velja, čeprav je bil podvržen intenzivnemu pregledu in mu državljanstvo še ni bilo odvzeto. Vendar so bile njegove potovalne možnosti nekoliko omejene. Številka 13. Nekdanji švedski raper tunizijskega porekla z umetniškim imenom Mowgli se je rodil v Upplands-Bro, okrožje Stockholm, 24. aprila 1998. Njegovo ime izhaja iz lika Mowgli iz knjige o džungli. Prijatelji so mu dali ta vzdevek, ker so menili, da je podoben temu liku. Raper je debitiral s 50-jem, še enim švedskim raperjem, s singlom Problem leta 2020. V povezavi z izidom pesmi so ustvarili tudi hip-hop kolektiv znan kot Levitt LaCare Music. Njihove glasbene kariere so se zdele uspešne vse do leta 2021, ko sta bila oba posameznika aretirana in obsojena zaradi hujše posesti prepovedanih drog. Mowgli, rojen kot Mohamed Rashid Modi, bi prejel 1 leto in 10 mesecev zapora, vendar se je pritožil in bil kasneje oproščen. 50, rojen kot Ramon Ephraim Gid, je prejel 2 leti in 10 mesecev zaporne kazni. Do leta 2022 je Mohamed končal svojo glasbeno kariero in na svoji Instagram strani zapisal, da je glasba zabavna, vendar ni nič več kot to. Po svoji glasbeni karieri je Mohamed zašel na bolj kriminalno pot in bil označen za švedskega tolpaškega kriminalca, ki so ga povezovali z več resnimi organiziranimi kaznivimi dejanji. Ugotovljeno je bilo, da je med voditelji kriminalne organizacije, znane kot mreža Bridge, ki je tesna zaveznica mreže Foxtrot, zloglasne čeznacionalne kriminalne organizacije s sedežem na Švedskem. Foxtrot je povezan z vidnimi skupinami za trgovino z mamili. Prav tako so vpleteni v trgovino z orožjem in so pomembno prispevali k porastu nasilnega kriminala v severni Evropi, vključno z naročenimi umori in napadi. Mreža Bridge ima sedež v Upplands-Broju in obstaja že zelo dolgo časa. V zadnjih letih je vodstvo prevzela mlajša generacija. Banda je povezana s kaznivimi dejanji, povezanimi z mamili in orožjem. In Mohamed, njegova kriminalna skupina sta tesno povezana z Ravo Majidom, znanim tudi kot kurdska lisica. Mreža Bridge je znana po tem, da v imenu Rove Majida izvaja odmevna nasilna dejanja. Nasilna kazniva dejanja vključujejo umore po naročilu in trgovanje z mamili. Brat Mohameda, Jason, je prav tako del kriminalne skupine in je trenutno v priporu zaradi obtožb o umoru. Oblasti so identificirale več članov skupine, nekatere izmed njih so že prijeli. Mohamed je na srednji ravni v hierarhiji mreže Bridge, čeprav njegov natančen namen v tej skupini ni znan. Dodali so ga na seznam najbolj iskanih ubežnikov EU 12. marca letos. Obtožen je nezakonite trgovine z mamili in psihotropnimi snovmi, umora, povzročitve hude telesne poškodbe, priprave na umor, zarote za storitev umora in izjemno hude kaznivega dejanja v zvezi z mamili. Mohamed Rashid Modi je star 27 let, je švedskega državljanstva in govori samo švedsko. Visok je 175 cm, ima rjave oči in temne lase. Na obeh rokah ima materina znamenja in velja za oboroženega in nevarnega. Številka 12. Richard James Schuller je Američan, ki ga večina pozna kot Richarda Harda. Ime je morda znano uporabnikom kriptovalut. Schuller je kontroverzni ustanovitelj Hexa, kriptovalute, ki temelji na Ethereumu. Predstavlja se kot visokodonosen depozit in uporabnikom omogoča zaslužek z vlaganjem svojih žetonov, ne nagrajuje pa rudarjev ali potrjevalcev. Schullerjeva kriptostvaritev je obljubljala velike nagrade za vlaganje, vendar se je soočila tudi z resnim nadzorom zaradi goljufij, ki so povezane z njo. Po navedbah SEC je Schuller odgovoren za uporabo Hexa za ponujanje neregistriranih vrednostnih papirjev in za goljufijo, kar je povzročilo strm padec tržne vrednosti valute. V samo enem tednu je vrednost žetona padla za 30% na 0,0039 decembra 2024. Interpol je na zahtevo Finske izdal rdečo tiralico za iskanje ustanovitelja Hexa, kar je sprožilo postopke za izročitev. 9. februarja 2026 bo Schuller dodan na seznam najbolj iskanih ubežnikov v Evropi in bo naveden kot iskan strani Finske. Sooča se z obtožbami goljufije, vključno s tistimi, ki vplivajo na finančne interese evropskih skupnosti. Poleg te Schuller tudi utajuje davke in ni izpolnil zakonske dolžnosti v zvezi z obdavčitvijo. Ni oddal davčnih napovedi za podjetje za več let in ni izpolnil podatkov o svojih dohodkih v predizpolnjenih obrazcih za osebni davek. Skupni znesek davka, ki se mu je izognil, znaša več 100 milijonov evrov.
Po poročanju od Dnevnega planeta, finska policija je od takrat zasegla luksuzne ure ustanovitelju Hexa, vredne skoraj $3 milijone. Domnevno je pobegli porabil več kot $12 milijonov prihodkov iz Hexa za luksuzne dobrine, vključno z urami, športnimi avtomobili in prstanom s 5-karatnim diamantom. Od takrat so ga videli v videoposnetkih, kjer razkazuje kovčke Louis Vuitton, v katerih je več 10 ur, za katere trdi, da so vredne do €9 milijonov. Schuller ni le zagrešil goljufije in utajeval davke, ampak je tudi iskan zaradi domnevnega napada na najstnika. Po poročilih naj bi Schuller žrtev zagrabil za lase in jo večkrat udaril. Konec decembra 2024 je na X objavil skrivnostno sporočilo, v katerem je namignil, da je iskan, in zapisal: "Vse življenje sem se pripravljal na prihodnost, jo pričakoval, jo ustvarjal. Nikoli se nisem počutil varneje in veselim se prihodnosti." Dodaja, da je prijeten občutek biti iskan. Nič ne more ustaviti ideje, ki je napočil čas. Richard James Schuller lahko deluje pod psevdonimom Richard Hart. Je ameriške narodnosti in govori angleško. Zdaj je star 46 let in se sooča z obtožbami tako na Finskem kot v Združenih državah. Številka 11. Augusta 2014 je 31-letni Woo Kevin Hyun, njegov 28-letni brat Viet in tretja neimenovana oseba so bili ugrabljeni v Filadelfiji v Pensilvaniji. Za masko, ki je skrivala identiteto, je bil Trung Duc Lu, ki so ga vsi trije moški poznali. Domnevno so mu dolgovali $300,000, dolg za nedoločene prepovedane droge. Naj bi jih Lu ugrabil in jih izpostavil mučenju. Kevina in Vieta so nato odpeljali do reke Schuylkill, kjer sta bila smrtno ranjena, obtežena s cementom in spuščena v reko. Tretji moški je napad preživel in pobegnil. Zaradi ugrabitve in umora so za Liuja izdali zvezni nalog za aretacijo leta 2019. In 539. oseba na FBI-evem seznamu 10 najbolj iskanih ubežnikov leta 2026. Z obtožbami za zaroto za ugrabitev in s 3 obtožbami za ugrabitev. Obtožen je tudi drugih hudih kaznivih dejanj, vključno s potovanjem med zveznimi državami za pomoč organiziranemu kriminalu. Zarota za izterjavo in odobritev kredita z izsiljevalskimi sredstvi, izterjava odobrenega kredita z izsiljevalskimi sredstvi, zarota za distribucijo konoplje ter pomoč in napeljevanje. Verjame se, da je povezan z ulično tolpo BTK, znano tudi kot Canal Boys. Lu se je rodil v Vietnamu in se kot najstnik preselil v Združene države Amerike. Ima močne povezave z New Yorkom, kjer je nekoč živel v okrožju Queens. Posebni agent, odgovoren za FBI v Filadelfiji, Wayne A. Jacobs, je namignil, da ima agencija neomajno zavezanost, da privede Luja pred roko pravice. Agencija in njeni partnerji bodo, kot je dejal, še naprej izkoriščali vse vire, da ga izsledijo in aretirajo. Ne glede na to, kako dolgo ali kje se bo poskušal skriti, ga bo FBI zasledoval, dokler ne bo prijet in obsojen. Lu govori vietnamsko in angleško, ima več tetovaž po celem telesu, vključno z zmajem na sredini hrbta in z velikimi črkami napisano Asian Pride nad njim. Na levem prsnem košu ima neidentificirano tetovažo, obe nadlakti pa sta močno potetovirani. Na rokah ima tetovaže zmaja, krempljev in tigra. Po podatkih stiralice zanj se je rodil 1. oktobra 1980, kar pomeni, da je star 45 let. Visok je 5 čevljev in 7 palcev ter tehta 140 funtov. Ima črne lase in rjave oči ter je vietnamskega državljanstva. Agencija ponuja $1 milijon nagrade za informacije, ki vodijo do njegove aretacije. FBI prosi vse, ki imajo kakršnekoli informacije o kateremkoli od ubežnikov na tem seznamu, naj stopijo v stik z lokalno pisarno FBI ali najbližjim ameriškim veleposlaništvom ali konzulatom. Vsakdo, ki ima informacije, lahko pokliče FBI na 1-800-CALL-FBI ali 1-800-22-55324. Anonimne namige lahko oddate tudi na spletu na tips.fbi.gov. Številka 10. Daniela Nikolijak ni bila oseba, ki bi odšla, ne da bi ljudem povedala, kam gre. Zato so njeni družinski člani in prijatelji vedeli, da je nekaj narobe, ko niso mogli stopiti v stik z njo. Kljub obsežnemu iskanju 62-letne ženske še vedno niso našli. Daniela so nazadnje videli 12. marca 2026. Tistega jutra je zapustila svoj dom na območju St. Patrick's Square v Thunder Bayu, očitno, da bi šla na sprehod. Ko se ni vrnila domov, se je njena družina začela bati, zato so jo še isti dan prijavili kot pogrešano.
Sprva so domnevali, da je morda Daniela obiskala svojo mamo, ki je živela v delu ulice Lakeshore Drive okoli številke 600. Razdalja bi bila s avtomobilom kratka, peš pa precej dolga. Policija je pregledala posnetke varnostnih kamer na poteh, po katerih bi lahko šla Daniela, in našla njene slike na Algoma Street ob 9:30 zjutraj, na dan njenega izginotja. Posnetek je bil ključ na sled v preiskavi, vendar je preiskovalcem pustil tudi neodgovorjena vprašanja. Daniela je bila videna, kako hodi sama in to s hitrim korakom. Zdelo se je, da ima v mislih določen cilj. Lokacija je bila 3,5 km od njenega doma, čeprav še ni bilo razkrito, koliko časa je potrebovala, da je prišla do tja. Opazovanje je potrdilo, da je odšla peš, čeprav trenutno ni mogoče reči, da je po tej točki ni pobralo kakšno vozilo. Posnetek je prav tako potrdil, kaj je Daniela nosila v času njenega izginotja. Po navedbah policije so obsežne iskalne akcije potekale od nekdanje psihiatrične bolnišnice Lakehead do parka Centennial. Pri iskanju so uporabili drone, kinološke enote in motorne sani, kot tudi helikopter interventne enote OPP. Policija je povedala, da je območje lahko pokriti iz zraka, vendar bi bilo težko najti nekoga, če bi bil v grmovju. Daniela je bila opisana kot oseba, ki je rada doma in ni bila znana po dolgih sprehodih. Ni imela pogoste poti za sprehode, zato je bilo težko ugotoviti, kam bi lahko šla. Ko je zapustila hišo, je pustila vse svoje osebne stvari, vključno s telefonom, denarjem in ključi avtomobila. Njeno izginotje je bilo zelo nenavadno zanjo. Zelo je povezana s svojo družino, ki vključuje njeno mamo, moža, otroke in vnuke. Nedolgo preden je izginila, je šla na smučarski izlet s svojima vnukinjama. Ima zdravstveno težavo, zaradi katere mora redno jemati zdravila, teh pa ob izginotju ni imela s seboj. Mrzlo vreme je prav tako skrbelo njeno družino. Policija je pozvala vse v okolici, naj bodo pozorni in naj spremljajo ali opazijo Danielo ali katero od oblačil, ki jih je morda nosila. Možno je, da je morda odvrgla nekatere predmete, ko je postalo vreme toplejše. Policija je prav tako prosila ljudi, naj pregledajo posnetke varnostnih kamer doma in avtomobilskih kamer, saj bi to lahko pomagalo ugotoviti, kam je Daniela odšla potem, ko so jo nazadnje ujeli na kameri. Danielo opisujejo kot visoko 163 cm, srednje postave, srednje dolgimi sivimi lasmi, rjavimi očmi in hrapavim glasom. Nazadnje so jo videli, ko je nosila sivo volneno kapo, bel flis pod črno puhovko, črne hlače, sive rokavice ter rjavo-sive škornje z belim podplatom. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije o primeru Daniele, lahko pokliče policijsko službo Thunder Bay na številko 807 684 1200. Če kdo opazi Danielo, naj takoj pokliče 911. Številka 9. Diet Spencer je izginil brez sledu, ko se je vračal domov po obisku družine. Več kot 2 meseca potem, ko so jo nazadnje videli, je bilo najdenih le malo sledi, ki bi pojasnile, kaj se ji je zgodilo. Diet je bila stara 69 let, ko je izginila v Escalanteju v Utahu. Le nekaj mesecev prej je v letalski nesreči izgubila moža in se je še vedno privajala na življenje sama. Še ena tragedija je udarila v začetku leta 2026 in Diet je morala prisostvovati še enemu pogrebu. Nažalost, ji nikoli ni uspelo priti tja. Na poti se je po nesreči zaklenila iz svojega avtomobila v Vernalu. Njen zet je prišel do nje in ji pomagal, da je lahko spet nadaljevala pot. Odločila se je, da bo preživela nekaj dni z njim in svojo hčerko v Rangeleyu, tik čez mejo v Koloradu. Ko je Diet odšla, so pričakovali, da se bo vrnila domov. Šele nekaj dni kasneje je ugotovila, da je šla v nasprotno smer. Po besedah njenega zeta, Shona, je z njo govoril po telefonu nekaj dni po njenem odhodu. Takrat je izvedel, da se ni vrnila domov. Dietin telefon je ostal brez baterije le 15 minut po koncu klica. Diet je bila prijavljena kot pogrešana in 30. januarja so sprožili opozorilo Silver Alert in vse splošno iskanje po vsej državi. Policija ni mogla uporabiti njenega telefona za sledenje njenim gibom po zadnjem klicu. So pa lahko sledili njenim plačilom s kartico, saj je plačevala za gorivo in živila. Zadnjič so jo zanesljivo opazili 26. januarja, ko je bila v Walmartu na območju Price v Utahu. Policija je objavila posnetke nadzornih kamer iz trgovine, ki so prikazovali Diet, kako nakupuje sama. Zadnjič je bila njena kartica uporabljena za nakup goriva na območju Grand Junctiona v Koloradu. To je pomenilo, da bi se za prihod Price verjetno najprej odpravila po poti nazaj domov v Escalante, preden bi naredila ovinek proti severu, namesto da bi nadaljevala po avtocesti. Sprva je njena družina sumila, da je nekje obtičala. Bali so se, da je njen avto obtičal v snežnem zametu ali kje drugje in da potrebuje pomoč.
Več kot mesec dni potem, ko so jo nazadnje videli, so Deecev avto našli na odročnem območju okrožja Carbon. Zaposleni v komunalnem podjetju je preverjal vodnjake na tem območju, ko je naletel na zapuščeno vozilo. Sprva je Deecova družina mislila, da bo to konec njihove kalvarije. Okrožje Carbon prej ni bilo na radarju iskalne ekipe, a po najdbi avtomobila so zdaj napore usmerili na to območje. Zdelo se je malo verjetno, da bi se Deecova oddaljila daleč od svojega vozila, a je še vedno niso našli. Po navedbah njene družine ni znanih nobenih zdravstvenih težav, ki bi lahko pojasnile njeno izginotje. Sean je medijem povedal, da jo je, ko je izvedel, da ni šla naravnost domov, želel zaslišati glede te odločitve. Ni vedel, ali se je preprosto izgubila ali pa ni želela iti nazaj domov v prazno hišo. Možno je, da se je pot začela tako, da je Diet vzela daljšo pot domov, nato pa se je nekje na poti izgubila. Policija še naprej prosi za kakršnekoli informacije o tem, kaj se ji je zgodilo potem, ko so jo nazadnje videli. C. Diet je opisana kot visoka, 158 cm, z belimi lasmi in zelenimi očmi. Nazadnje so jo videli, ko je vozila bel Buick LeSabre, letnik 2010, z registrskimi tablicami iz Utaha, ki so ga kasneje našli. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče šerifov urad okrožja Garfield na številko 435 676 2678. Številka 8. Pavan Gare je pravkar začel novo obdobje svojega življenja, ko je marca 2026 izginil brez sledu. Ni pustil nobenih sledi o tem, kam je šel ali kaj se mu je zgodilo. Pavan je pred kratkim doktoriral na Univerzi Nebraska v Lincolnu in je ob času izginotja še vedno živel v Lincolnu. Izviral je iz Nepala in njegova družina je še vedno živela tam. Več let je študiral elektrotehniko in je delal kot raziskovalni asistent na univerzi. Februarja 2025 je bila njegova disertacija o fiziki in vgrajenih nevronskih mrežah objavljena v reviji Neurocomputing. Mesec kasneje je zagovarjal svojo disertacijo in prejel doktorat. Po objavi na LinkedInu. To je bil konec enega poglavja, a začetek vznemirljivega novega, z mnogimi možnostmi, ki so se mu odprle. Od takrat je Pavan nadaljeval svoje raziskave na univerzi in ostal v stiku s svojim mentorjem. 16. marca 2026 naj bi imel Pavan sestanek s svojim mentorjem. Ko se ni pojavil na sestanku, je njegov mentor takoj vedel, da je nekaj narobe. Kmalu so Pavanovi bližnji ugotovili, da se z njim že več dni ni slišal nihče, osebno pa ga niso videli že več kot 2 tedna. Njegovi prijatelji v ZDA so stopili v stik z lokalnimi oblastmi in ga prijavili kot pogrešanega. Njegova družina v Nepalu je stopila v stik z ameriškim veleposlaništvom tam, s čimer je preiskava dobila mednarodne razsežnosti. Zadnjič so Pavana osebno videli 1. marca. Svojemu najemodajalcu v Nebraski je povedal, da gre za nekaj časa stran, vendar se je nameraval vrniti v 2 tednih. Takrat se ni zdelo, da bi bilo kaj nenavadnega. Nekaj dni kasneje so njegov avto opazili v Tennesseeju. Šlo je za črno Hondo Civic z nalepko z lobanjo na zadnjem delu in dirkalnimi črtami spredaj, zato je bilo nekoliko prepoznavno. Več kot teden dni kasneje, 11. marca, so avto ponovno opazili v Miltonu na Floridi. To je bilo zadnjič, ko je kdo govoril s Pavanom. Poklical je svoje starše v Nepalu in jim povedal, da mu gre dobro. Vendar ni jasno, ali je bil to reden stik, ki ga je imel s svojo družino. Minilo je še 5 dni, preden je kdo ugotovil, da je pogrešan. Šele 24. marca je policija preiskala stanovanje Pavana v Lincolnu. Po poročilih tam niso našli ničesar zanimivega in ničesar, kar bi lahko pojasnilo, kaj se je zgodilo s pogrešanim moškim. 3 dni kasneje so njegov avto našli v kraju Pensacola Beach, priljubljeni turistični destinaciji na severu države. Kraj je oddaljen le približno 35 minut vožnje od mesta, kjer so 11. marca opazili Pavanov avto. Vendar sprva ni bilo jasno, kako dolgo je bil v kraju Pensacola Beach. Prva poročila so avto opisala kot zapuščenega. Iskanja območja okoli kraja, kjer je bil avto najden, vključno z vodo, niso dala nobenih sledi. Odkar so avto odkrili, v primeru ni bilo nobenih novih informacij. Pavanova družina in prijatelji v Nepalu so se obrnili na družbena omrežja, da bi poskušali povečati ozaveščenost o primeru z videoposnetki, ki poudarjajo časovni potek dogodkov. Pavanov primer je takšen, kjer je veliko več vprašanj kot odgovorov. Ni znano, zakaj je potoval na Florido in kje je bil v tednu med opažanjem v Tennesseeju in tistim na Floridi. Primer je še v zgodnji fazi preiskave. Pavan si je v času izginotja opomogel po operaciji trebuha, morda potrebuje zdravila. Opisan je kot visok 5 čevljev in 8 palcev ter težak 150 funtov. Ima črne lase in črne oči. Vsak, ki ima informacije o primeru, lahko kontaktira register pogrešanih oseb Nebraske na številki 1877
441 5678. Številka 7. Prebivalci Oaklanda so opisali Amy Hilliard kot pomembno članico skupnosti in osebo, na katero so se vedno lahko obrnili, kadar so bili v stiski. Odkar je izginila marca, so se združili in poskušali pogrešano žensko pripeljati domov. Amy je solastnica kavarn Farley's. Pogosto so jo lahko našli v podružnici kavarne v Oaklandu. Vodila je tudi lastno uspešno svetovalno podjetje in prostovoljno delala pri lokalnem otroškem zboru. V skupnosti je bila dobro poznana in priljubljena, zato je njeno nenadno izginotje vse šokiralo. Amy so prijavili kot pogrešano, potem ko je 25. marca 2026 izginila iz svojega doma na območju Radnor Road. Po zgodnjih poročilih so Amy nazadnje zanesljivo videli okoli 14. ure. Sosed jo je opazil, ko je sprehajala psa nedaleč od svojega doma. Kasneje tisti dan je Amin mož prišel vprašati, ali so jo videli. Amy je zdaj pogrešana, telefon je pustila doma, pes pa je bil očitno tudi že nazaj v hiši. Če so bili v hiši kakršnikoli namigi o tem, kam bi lahko šla Amy, teh informacij niso delili z javnostjo. Iskanje pogrešane osebe se je začelo takoj. Amy ima zdravstvene težave, za katere policija meni, da jo postavljajo v nevarnost. Njeno čimprejšnje iskanje je postalo glavna prednostna naloga. Podrobnosti o teh zdravstvenih težavah niso bile razkrite zaradi zasebnosti. Sprva je bilo iskanje osredotočeno na območje v bližini, kjer so Amy nazadnje videli. Objavljeni so bili pozivi za morebitne priče ali posnetke varnostnih kamer, ki bi lahko pomagali preiskovalcem razjasniti, kam je odšla. Toda nekaj dni po začetku preiskave so policisti ponovno usmerili prizadevanja v Park Diamond. Park se nahaja približno 45 minut hoje od kraja, kjer so Amy nazadnje videli, in vključuje poti, primerne za sprehajanje in kolesarjenje. Po besedah domačinov, to ni bil kraj, kjer bi se nekdo zlahka izgubil. In bližje Aminemu domu so bile prijetne sprehajalne poti. Toda Diamond Park zanjo ni bil posebej nenavaden kraj. Po poročilih iz tistega časa je policija pridobila posnetke varnostnih kamer v bližini parka, ki naj bi kazali, da je bila Amy tam okoli 16:30. Kasnejša poročila o primeru pogrešane osebe pa tega opažanja niso posebej izpostavila in posnetki niso bili objavljeni javnosti. Iskanje se je kasneje preselilo dlje od Aminega doma na Skyline Gate, več kot 5 milj od njenega doma. V zadnji posodobitvi primera so prostovoljci začeli pregledovati posnetke nadzornih kamer s postaj Bay Area Rapid Transport, v upanju, da bi jo tam morda opazili. Primer pogrešane osebe je pritegnil veliko podporo skupnosti, vključno z 200 prostovoljci, ki so hodili od vrat do vrat in spraševali o morebitnih opažanjih ali posnetkih kamer, ki bi lahko ponudili sledi. Potekale so tudi bdenja, družina pa je povedala, da jim je ta podpora vir moči. Amy je opisana kot visoka, 163 cm in težka 54 kg. Ima svetle lase in lešnikove oči. Nazadnje so jo videli v majici s kratkimi rokavi, svetlih kavbojkah in belih supergah s črnimi črtami. Vsakdo, ki ima informacije o primeru, naj pokliče enoto za pogrešane osebe policije Oakland na številko 51023 83 641. Amyini bližnji so vzpostavili tudi posebno telefonsko številko za namige, na katero lahko pokličete na številko 510 591 4857. Številka 6. Ryan Rudd je bil nazadnje viden, ko je bil na večernem izhodu s prijatelji. 2 tedna je trajalo, preden so ga prijavili kot pogrešanega, in od takrat ni bilo najdenih nobenih sledi o njem. Ryan je desetnik v kraljevem Yorkshirskem polku britanske vojske. V času njegovega izginotja je bil nameščen v vojašnici Catterick v severnem Yorkshireu, približno 1 uro vožnje od mesta Selby. Sredi februarja je bila večina Ryanove enote na vojaških vajah, on pa je bil del zaledne skupine, kar pomeni, da je Ryan ostal v vojašnici. Zvečer 14. februarja sta se Ryan in 2 prijatelja odločila preživeti noč v Selbyju, da bi praznovali Valentinovo. Do zdaj je bilo objavljenih le malo podrobnosti o tisti noči, vendar je znano, da so Ryana nazadnje videli v pubu New Inn. Tam so ga ujeli varnostne kamere na posnetkih, ki jih je policija kasneje objavila za javnost. Na posnetkih ni videti ničesar sumljivega. Nekje med nočjo se je Ryan ločil od svojih prijateljev. Nazadnje so ga videli tik pred 3. uro zjutraj, 15. februarja, ko je šel mimo stavbe, znane kot Stara tovarna cvetja, v smeri proti New Millgate. Rajan v času izginotja ni bil na dopustu. Pričakovalo se je, da se bo vrnil na dolžnost le 24 ur, potem so ga njegovi soborci nazadnje videli. Toda Rajan se nikoli ni vrnil v vojašnico in se ni javil na dolžnost. Po besedah njegovih prijateljev je bilo to zanj zelo nenavadno. Ni bilo razloga verjeti, da bi prostovoljno odšel brez dovoljenja, a iz neznanih razlogov je minilo 2 tedna, preden so sprožili kakršenkoli alarm.
1. marca je višji član vojske prijavil Ryanovo izginotje policiji. Iskanje pogrešanega vojaka se je začelo takoj, saj je policija nujno pozivala k informacijam. Zgodnja iskalna prizadevanja so vključevala poizvedbe od vrat do vrat v Selbyju ter pregledovanje posnetkov varnostnih kamer iz noči njegovega izginotja. Policiji doslej ni uspelo potrditi, kam je Ryan šel potem, ko je šel mimo stare tovarne cvetja. Prav tako ni javno objavljenega časovnega poteka njegovih gibanj na noč njegovega izginotja pred zadnjim opažanjem, niti informacij o tem, v kakšnem stanju je bil Ryan, ko so ga nazadnje videli. V začetnem iskanju so uporabili drone za dostop do težko dostopnih območij. Stara tovarna cvetja stoji nasproti reke Ouse. Med cesto in reko je zid, kar pomeni, da je malo verjetno, da bi Ryan tukaj po nesreči pristal v vodi. A hodil je v smeri mostu, ki bi ga popeljal nazaj v New Millgate. V posodobitvi več kot mesec dni potem, ko je Rajan izginil, je policija potrdila, da razmišlja o možnosti, da je pristal v vodi. Njegovo izginotje je primer z veliko več vprašanji kot odgovori, vendar je mogoče, da bodo, ko se ljudje odzovejo na pozive po informacijah, sestavili še več delčkov sestavljanke. Vojska prav tako preiskuje začetno zamudo pri prijavi Ryana kot pogrešane osebe. Rajan je bil star 28 let v času svojega izginotja. Opisan je kot visok, okoli 173 cm, vitke postave in rjavih las. Nazadnje so ga videli oblečenega v črno majico, modro jakno s kapuco in črne hlače. Vsak, ki ima informacije o primeru Ryana, naj pokliče policijo na številko 101 in navede referenčno številko 12 milijard 260 milijonov 37 tisoč 725. Vsako opažanje pogrešanega moškega ali informacije o tem, kje se Ryan trenutno nahaja, lahko prijavite na številko 999. Številka 5. Minili so 3 meseci, odkar je novozelandski kmet Kevin Belling izginil brez sledu. Policija pravi, da obstajajo resne skrbi glede njegove varnosti, vendar je o njegovem primeru na voljo zelo malo informacij. Kevin je bil star 62 let v času svojega izginotja in je delal kot mlečni kmet. V lasti ima več nepremičnin na južnem in zahodnem delu Nove Zelandije. Ena od teh je bila Moturimu, območje kmetijskih zemljišč nedaleč od večjega mesta. Tukaj so Kevina nazadnje videli 9. januarja 2026. Minilo je nekaj dni, ne da bi se Kevin oglasil komu od svojih prijateljev ali družinskih članov. To zanj ni bilo značilno in vedeli so, da nekaj ni v redu. 18. januarja je bil Kevin prijavljen kot pogrešan policiji in začela se je preiskava njegovega izginotja. Začelo se je obsežno iskanje na Kevinovih posestvih, vključno s cesto Caesar Road v Kapuki. Ker so Kevina nazadnje videli na njegovi kmetiji Moturimu, se je iskanje kmalu osredotočilo na to območje. Policija je zbirala informacije, ekipe za iskanje in reševanje pa so območje preiskovale peš. Uporabili so tudi drone v upanju, da bi pogrešanega kmeta opazili iz zraka, vendar Kevina niso našli. Teden dni po začetku preiskave je policija javnost pozvala k posredovanju informacij. Skrbelo jih je za Kevinovo varnost. Krajane so prosili, naj preiščejo hleve in gospodarska poslopja, ter poiščejo pogrešanega moškega ali kakršnekoli znake, da bi se tam prej zadrževal. Kljub temu, da Kevina niso našli, je iskanje ostalo osredotočeno na območje Moturimu. Konec februarja je policija sporočila, da preiskuje lagune za gnojevko na posestvu. To so ribniki, ki se uporabljajo za shranjevanje hranilno bogatih odpadkov iz mlečnih kmetij, da bi preprečili onesnaženje vodotokov. Od objave ni bilo nobenih novih informacij o primeru. Po navedbah policije je bilo javnosti prijavljenih nekaj morebitnih opažanj. Nažalost se je po preiskavi izkazalo, da to ni bil pogrešani moški. Kevin je še vedno naveden kot pogrešana oseba na spletni strani novozelandske policije. Poleg bazenov za odpadne vode je na tem območju še nekaj drugih vodotokov. Večina območja, kjer je Kevin izginil, je kmetijsko zemljišče, zaradi česar je ta primer pogrešane osebe precej drugačen od mnogih drugih. Verjetno ga v dneh po izginotju kamere niso zabeležile. In razen, če je bil na njegovi posesti še kdo drug, je malo verjetno, da bi ga opazil kdo, ki bi šel mimo. Kljub temu je še vedno mogoče, da kdo ve kaj o primeru, pa se tega niti ne zaveda. To še posebej velja, če je Kevin nekako zapustil posestvo Moturimu. Vsakdo, ki ima informacije o primeru, lahko stopi v stik z novozelandsko policijo na številki 105 ali prek spletne strani 105 z referenčno številko 260.118/6964. Informacije je mogoče anonimno posredovati tudi oblastem prek Crime Stoppers na številki 0800 555 111. Številka 4.
Zjutraj po snežnem viharju je prebivalec Marquetta v Michiganu odšel na policijo, da bi izročil telefon, ki ga je našel zapuščenega na poti. Šele kasneje tistega dne je kdo ugotovil, da je oseba, ki je izgubila telefon, zdaj pogrešana. Trenton Massey je bil 21-letni študent na Univerzi Severni Michigan. Po besedah družine je bil zelo radodaren in vedno pripravljen pomagati drugim. Noč 21. februarja je preživel zunaj s prijatelji v baru v Marquettu, ki leži ob obali Gornjega jezera. Kot je bilo običajno za Trentona, je svoji materi pošiljal selfije, na katerih se zabava v baru. Njegova mati je kasneje delila fotografije in sporočila, v katerih mu pravi, naj bo previden in naj pazi nase. Verjame se, da je Trenton zapustil bar v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne, ko se je lokal zaprl. Odločil se je, da se bo sam peš vrnil do svoje nastanitve. Zime v tem delu Michigana so lahko ostre, noč, ko je Trenton izginil, pa je bila še posebej kruta. Začela se je snežna nevihta, zaradi katere je bilo težko najti pot, tudi za nekoga, ki ni bil pod vplivom alkohola. Prijatelj, ki je bil prav tako tisto noč zunaj, je kasneje povedal, da se je tudi sam izgubil na poti domov. Sneg v zraku in na tleh lahko naredi tudi znano mesto popolnoma drugačno, in Trenton se nikoli ni vrnil domov. Približno 6 ur potem, ko je zapustil bar, je bil Trentonov telefon izročen policiji. Našli so ga na večnamenski poti v središču Marquetta. Policija je sprva stopila v stik z družinskim članom, da bi ga obvestila, da so našli Trentonov telefon. Takrat niti družina ni vedela, da Trenton manjka, zato so preprosto obljubili, da bodo sporočilo o napravi posredovali naprej. Šele kasneje tistega dne so ugotovili, da nihče ne ve, kje je, in Trenton je bil prijavljen kot pogrešan. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da je Trenton hodil po isti poti, kjer so okoli 2:50 zjutraj našli njegov telefon. 45 minut kasneje so ga kamere znova ujele, ko je hodil po sprehajališču Founders Landing. Trenton je stopil na led in izginil iz vidnega polja kamere. Oblasti pravijo, da je na posnetku deloval zmeden ali pa je imel težave s hojo, vendar ni mogoče reči, ali je to posledica podhladitve ali vpliva alkohola. Po besedah njegove družine je nosil plašč, vendar vseeno ni bil oblečen primerno za vremenske razmere. Na posnetku pa se zdi, da ima na oblačilih sneg. Začetno iskanje pogrešanega študenta je bilo osredotočeno na območje sprehajališča Founders Landing. Posebne iskalne ekipe so bile vključene zaradi težkih vremenskih razmer in zahtevnega terena. V iskanje so bili vključeni sonarji, potapljači, psi in droni. Nažalost, prizadevanja niso prinesla novih informacij. Uradno iskanje so prekinili že po nekaj dneh. Po navedbah policije so preiskali vsa mesta, kjer je bilo fizično mogoče iskati. Vreme je zelo otežilo iskanje. Sneg se je še naprej nabiral v delih območja iskanja. Na neki točki so policisti mislili, da so odkrili luknje v ledu, a so kmalu ugotovili, da se ves čas pojavljajo nove luknje, ki se nato spet zaledenijo. Bilo je nemogoče opaziti katerokoli mesto, kjer bi lahko Trenton padel v vodo. Prostovoljci so še naprej iskali pogrešanega moškega. Policija je svetovala, da morajo biti vsi, ki sodelujejo v iskanju, previdni na zasebnih zemljiščih in naj ne hodijo na led. Trenton je bil nazadnje viden v olivno-zelenem in črnem plašču ter temnih hlačah. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče policijo Marquette na 906 228 0400. Številka 3. Brittany Critters Garab je bila v stanju stiske, ko je pobegnila iz premikajočega se vozila na Long Islandu v New Yorku. Od takrat je niso več videli in ni se več oglasila. Britney so nazadnje videli 20. marca 2026, malo po 20. uri. Po besedah njenih bližnjih je bila v avtomobilu družinskega člana, medtem ko so se vozili po stanovanjskem območju Oyster Baya. Ko so prišli do križišča Ivy Street in Jordan Avenue, se je avto ustavil pri znaku Stop. Voznik je nato začel speljevati, preden je Britney nenadoma skočila iz vozila in pobegnila s kraja dogodka. Ko je odhajala, je svoj mobilni telefon vrgla v grmovje in kmalu zatem so jo prijavili kot pogrešano. Njena družina poroča, da je bila Britney morda v stanju psihoze v času njenega izginotja. Verjela je, da je v nevarnosti in da jo morda spremljajo, zato je vrgla svoj telefon. Nažalost je, čeprav je takrat niso spremljali, to, da je vrgla svoj telefon, pomenilo, da ga organi pregona niso mogli uporabiti za določitev njenih gibanj po njenem izginotju. Zakaj se je odločila pobegniti iz vozila, ni bilo razkrito, vendar so posnetki varnostnih kamer in kamer na hišnih zvoncih, pridobljeni z tega območja, pokazali, da je Brittany tekla ali stala sama. Videti ni bilo, da bi jo kdo zasledoval.
Organi pregona so pri iskanju uporabili drone in helikopterje. Nekaj dni po njenem izginotju so osebne predmete, vključno z njeno denarnico, našli na peščenem močvirnatem območju na koncu ulice Florence ob zalivu Oyster Bay. Območje je bilo le 15 minut hoje od kraja, kjer so Britney nazadnje videli. Vendar ni jasno, ali je tekla neposredno v tisto smer, ali pa je hodila po manjših stranskih ulicah tega območja. Ta nova sled je pomagala usmeriti iskalna prizadevanja, vendar družinski člani ali organi pregona niso mogli vedeti, ali je območje že zapustila. Od izginotja je njena družina ustvarila Facebook stran, da bi usmerila prizadevanja za iskanje Britney. Opozarjajo, da je zaradi svojega duševnega stanja lahko še posebej ranljiva. Britney se morda še posebej boji tujcev, vendar svetujejo, da ni nevarna nikomur. Tako policija kot Britneyina družina sta pozvali vse v območju Oyster ali na meji med Oyster Bayem in East Norwichem naj preverijo posnetke kamer. Ne le iz noči, ko je izginila, ampak tudi iz noči potem. Možno je, da je še vedno na tem območju in se skriva pred tistim ali tistimi, za katere verjame, da jo preganjajo. Njena družina je svetovala, da se bo najverjetneje premikala v bolj mirnih časih, kot so zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. In prosijo prebivalce, naj preverijo lope, garaže in pod terasami. In v prehodnih območjih, kot so robovi nakupovalnih središč, za trgovinami in na nakladalnih rampah. Britney je stara, 32 let, visoka je 170 cm. Tehta 64 kg in ima rjave lase ter oči. Nazadnje so jo videli oblečeno v črne hlače in črno jakno s krznenim ovratnikom. Vsak, ki ima informacije o tem primeru, lahko pokliče na Q-Center tipline na številko 910 202 in 30 687 ali prijavi opažanje neposredno na 911. Družina Britney je prav tako odprla stran GoFundMe za zbiranje sredstev, s katerimi bodo podprli iskanje in Britney pripeljali domov. Številka 2, Stephanie Sparks, so nazadnje videli v prikolici v Franciji, ki jo je delila s svojim možem Kenom. Ko se je Ken zbudil iz dremanja, je ugotovil, da Stephanie ni več, pri čemer je za seboj pustila nekaj sledi o tem, kaj se je zgodilo. Stephanie in Ken sta se leta 2012 iz Anglije preselila v Francijo, potem ko sta se zaljubila v to državo. Ustalila sta se v kampu v zahodni Franciji. Par je bil v okolici dobro poznan in priljubljen, ter je bil zelo priljubljen tudi med drugimi lastniki prikolic, ki so prihajali na kampiranje. Kljub temu, da sta bila v svojih 70 letih, sta ostala aktivna. Vsak dan sta hodila na dolge sprehode. Dvakrat na dan sta prehodila 5 km. Ob koncu leta 2025 se je Ken začel počutiti slabo, kar je omejilo, koliko sta lahko skupaj hodila na sprehode. Kasneje so mu diagnosticirali pljučnega raka. Dan, ko je izginila Štefanja, je bil kot vsak drug. 29. januar se je začel z obiskom supermarketa. Posnetki varnostnih kamer pri vhodu v kamp so pokazali, da sta par zapustila kamp z avtomobilom in se kasneje vrnila z živili. Ko sta se vrnila domov, je Ken šel zadremat. Ko se je zbudil, Stephanie ni bilo nikjer. Nič drugega ni manjkalo. Stephanie in telefon in kartice so ostali doma. Prav tako ni imela seboj nobenega denarja. Sprva se je zdelo, da je Stephanie morda šla sama na sprehod. Nobena varnostna kamera je ni posnela, ko bi zapustila kamp, vendar je bila pot, ki je vodila na zadnji del kampa in ni bila pokrita z nobeno kamero. To je bila pot, ki jo je Stephanie dobro poznala, saj je po njej v preteklosti že neštetokrat hodila. Ko pa se ni vrnila domov, je bilo jasno, da to ni bil običajen sprehod. Policija je bila obveščena o njenem izginotju in začelo se je iskanje pogrešane ženske. Iskalne skupine so prehodile možne poti, po katerih bi lahko šla Štefanja po odhodu iz prikolice. Policija je poskušala uporabiti kinološko enoto, da bi pomagala zožiti možne poti, vendar psi niso mogli zaznati jasne sledi. Štefanja je v tem območju preživela toliko časa, da psi niso mogli prepoznati ene jasne poti. Uporabljeni so bili tudi droni, prav tako pa potapljaške ekipe, ki so preiskovale vodne poti na tem območju. Štefanjina družina je sprva mislila, da je morda padla ob poti, vendar se je skrivnost le še poglabljala, saj med hojo niso našli nobene sledi za njo. To ni bilo območje, kjer bi lahko kdo zdrsnil in padel s poti, in malo verjetno je bilo, da bi se Štefanija izgubila ali zmedla, razen če ni doživela kakšne zdravstvene nujne situacije. Policija je preverila možnost, da je načrtovala pobeg. Po besedah njene družine je bilo izginotje zelo nenavadno za Štefanijo, vendar je bila v času izginotja pod velikim stresom. Imela je otroke in vnuke, vendar je bila preostala družina v Angliji. V Franciji je bila sama s svojim bolnim možem. Policija pa ni našla nobenih dokazov, da bi Štefanija skrivala denar ali načrtovala, da zapusti Kena. Še vedno je obstajala možnost, da je šlo za spontano odločitev, vendar je bil edini dokaz za to pomanjkanje kakršnih koli drugih dokazov.
Obsežna iskanja na lokalnem območju niso prinesla nobenih sledi. Niti Štefanija, niti katerakoli oblačila, ki jih je nosila v tistem času, niso bila najdena. Opisana je kot vitke postave in je ob svojem izginotju nosila svetlo modro jakno, temne hlače ter črne ali sive škornje. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, lahko pokliče lokalno policijo na številko 335 555 7536. Številka 1. Anatolij Ševčenko je bil eden izmed tisočev beguncev, ki so po ruski invaziji leta 2022 iz Ukrajine odpotovali v Kanado. Za seboj je pustil starše in brata ter bil sam v Kanadi. To je pomenilo, da je po njegovem nenadnem izginotju januarja 2026 minilo nekaj časa, preden je kdo sploh opazil, da ga ni. Anatolij so nazadnje videli 22. januarja, ko je zapuščal bolnišnico v Winnipegu. Na tem območju je živel, odkar je leta 2022 prispel v Kanado in potoval je sam, svojo ožjo družino pa je pustil v Ukrajini. Njegova najbližja sorodnica je bila teta, ki se je preselila v Kalifornijo. Vendar njegov status ni dovoljeval, da bi odpotoval v ZDA in jo obiskal. Velika ukrajinska skupnost v Winnipegu je Anatolija lepo sprejela, ko je prvič prispel, in v svojem novem domu si je našel prijatelje, tudi nekatere, ki so živeli v isti stanovanjski stavbi. Sprva se je zdelo, da gre vse dobro. Bil je navdušen nad začetkom novega življenja in se je trudil izboljšati angleščino. Imel je službo pri Motor Coach Industries Limited in je ohranjal stik s prijatelji in družino. Približno leto dni pred njegovim izginotjem so njegovi prijatelji začeli opažati spremembo v njegovem vedenju. Po besedah Sergeja Zadorožnjaka, ki je živel v bližini, se je počasi začel vedno bolj zapirati vase in zdelo se je, kot da se mu je nekaj zgodilo. Drugi člani ukrajinske skupnosti so opazili, da se je beguncem pogosto težko prilagoditi življenju v Kanadi, še posebej zaradi jezikovne ovire. Zakaj je Anatolij začel s to spremembo, ni znano. Sprva njegova družina ni opazila, da bi bilo kaj narobe. Še vedno je redno telefoniral svoji teti in se je še vedno veselil, da jo bo v prihodnosti obiskal. Po besedah njegove tete je poskušal izboljšati svoje življenje in je iskal tečaje, ki bi mu pri tem pomagali. A vendar so se telefonski klici brez pojasnila ustavili. Nato je tik preden je izginil zaradi odpuščanj na njegovem delovnem mestu, Anatolij ostal brez zaposlitve. Zjutraj, 22. januarja, je Anatolij po paničnem napadu poklical reševalce. Odpeljali so ga v bolnišnico Victoria malo pred 10:30 zjutraj. Le uro kasneje pa so ga odpustili, ne da bi z nikomer govoril. Nazadnje so ga videli, ko je zapuščal to bolnišnico. Sprva nihče ni opazil, da Anatolij manjka. Njegov najemodajalec je vedel, da so ga odpeljali v bolnišnico in ko se ni vrnil, je domneval, da Anatolij tam ostaja. Ko je njegova družina poklicala in vprašala zanj, so jih obvestili, da je Anatolij v bolnišnici. Toda v začetku marca je iz bolnišnice prispelo pismo in šele takrat so njegovi bližnji izvedeli, da Anatolij tam ni bival. Takoj, ko so to ugotovili, se je začelo iskanje Anatolija. Njegov telefon je ostal aktiven do 14:30 na dan njegovega izginotja. Skupnost v Winnipegu se je združila in organizirala iskalne akcije, da bi ga našli. In iskanje je bilo organizirano na Veliki petek, kjer se je zbralo okoli 100 ljudi, ki so bili razdeljeni v ekipe za metodično in podrobno iskanje po parku San Vital, ki se nahaja blizu bolnišnice in Anatolijevega doma. Anatolij je pustil za seboj svoje dokumente, vključno s potnim listom, ki so jih našli v njegovem stanovanju. Izginil je v najhladnejši noči leta, ko so temperature dosegle -30 stopinj Celzija, občutek zaradi vetra pa je bil kot pri -43 stopinjah Celzija. Če ne bi nekje našel zavetja, bi bilo zelo težko preživeti, še posebej, ker Anatolij sploh ni bil oblečen za takšno vreme. A kljub temu njegovi prijatelji niso izgubili upanja, da ga bodo našli. Anatolija opisujejo kot prijaznega, visokega, okoli 185 cm, suhe postave, rjavih las in rjavih oči. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o tem primeru, lahko pokliče enoto za pogrešane osebe policijske službe Winnipeg na številko 204 986 6250. Hvala vam, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnimi objavami. Moje ime je Ty Knots in se vidimo v naslednjem videu.